Sam reči ja. Ja. Doma še drugo črno. SDS, kaj si že? Slušaj. Si sedel skupaj z SD-jem in z Levico. Jaz sem se z Olgo sprčil in z Gašperjem. Si sedel z SD-jem in z Levico. Sedel sem, ja, Olga je bila zraven mene in Mišič je bil zraven. Fotografije, imamo vse živo. Ne, nisi. Ti in Levica. In SD. Doma še črno. Dolgo. Olga pa bo vsot, ne? Ja, in Olga. A lahko sam vas prosim, če to ponovite, tisto, ko ste prej rekli, da je danes tu vstaja, če lahko sam to reče. To so težke besede. To ne dovolim, da se objavlja. Ne dovolim. Ampak danes je kaj? Ne, sem rekel, da ne dovolim. Besede dovoliš? Kaj si rekel že? Rekel je, da je danes tu vstaja in da je naslednjič. Čakaj, šta si rekel? Ne, ti moraš ponoviti. Pa dve velike. Ti veš, ti dobro poznaš Borisa Popoviča, kaj se govorilo za njega. Se mu zamiriš, da te vteral kurac. Kaj se govori, ta te bo vteral na luno. Ne sme se zamiriti. Oranžino? Dovoli? Zabavam se, kaj mi... Zdaj si mi za brez problema zunaj, zdaj vprašanje, če... Ja, zdaj ne vem. Zdaj mi pošilja v pomine. Ne, veš kaj, lahko boš imel, da boš veš tukaj, boš na klancu. Zdaj pošilja že v pomine. Ste me zaposlili, nisem delal en teden tako. Bela kava? Meni, Evo, gospodična. bila včasih. Ste sama ali ste z možem? Z možem. To niste če gledali. Gospodična bila včasih. Pa uspili. In to ti se veš, kakšno gospodično dal, ne? Da še tam. Belo, drugo? Da še ga. Evo, to je opro vidiš. Edi, zdaj banci, a? Ni zdaj banci. Coca cola? Meni? Coca cola? Ti si rekla. Ti si mi rekla. Ona mi je rekla, stvar, ne govorim bez veze. Ona mi je rekla, da bi ti mene poznal takrat. To pa lahko objaviš. To so revolucija, to so dobri kroki. Tako sem ti poznal. Pazi ona, veš kako je to? Ja, prideš še uni, ja, to je dobro vek. Kaj si ti iz Golinske? Kaj je to? Ve, da bo plačal vse to, on pa je rekel, da je rajši na pol. Ampak to morate ponoviti, kak je rekel, danes je tu vstaja, naslednjič je rekel. Danes se vstaja, čekamo, to moramo povedati. Noče povedati. To je njegova zgodba. To je začetek. Evo, ne daj si. On se druža z Levico za to pričasa na celi ljudi. In zdaj tukaj me, to je njegova... Ne, kar posnem. To so krofi združevanja. In ta krov bo danes prinesel veliko spremembo v politiki. Seveda, šele 3 mesece imamo novega župana, a že iščemo spremembo. Žal. Že 2 meseca poviš. In zdaj obrneš kamero proti njemu, ne? Da se vidi, kaj je sprememba. Une krov sprema, to ni z nas, a? Nekaj ne bo res. Da, reš nekaj ne mora podati. Okej. Evo, mi imamo enega župana in tam mi hodje cel krov. Evo. Še je mega srbija. Jezus, kaj si rekel? Jezus, kakao. Tako da ali mi odlično, možete mi se izreći. Ja, jaz pa sem prišel, sem ga vprašal, če ga bi zaupal. Dobente razloge dobili. To pride do upov, je dosti kratko vse.
Je preveč. Posne da nekaj, Če bi zdaj čakal do vsakega, še skremo. Dej nevada skremo, dej. čakal, da je za nevarno. Če se pač pokaže. Tebe sem slikal. Jo, tukaj fotoaparat, dajte mu ti pošvedati. Mene ljudi ne imajo. Še ga sem. Razviti se, da se na malo zastavi tudi ekipa, da se ne razvije. To so kakšne projekte, kot nam bojiš. Žilo bomo objavili. To ne možeš izpeljati, to možeš imeti enako potegnjeno vedno, ne? Jaz sem podala Velika počet, zdaj te bo dala na... Dobro, v zapolnici tedna. Take vizije. Napravimo mize to skupaj, ne? Ni mize. Mogli dati še za zdrave, da čovjek pa pije kavo. Zdaj pa podali. Za gradbeništvo v Ljubljani. Brat mu je en od glavnih projektantov za drugi tir. Mama je vodila agencijo za Jadro, dosto v Ljubljani. Evo, draga moja In on s policijo je naredil Ne so se štegati v življenju, ljudje smejo, da ne bo mogoče. kot zelo mlad. Da ne njega. Štegati v A to je življenju. zame direktor. Ja, ja. To je bilo pa štegati v življenju. Gospod, To je pač petič. Hvala. me je malo zmed. Če veš čuden je vas, Ne, v ne, zgodovini ne. je bil čuden, ne? Sem jaz lahko s vami imenom govorim, da ne bi šel. Ampak Ampak glede na to spremembo, no, na ta preobrat. Vse dobro, vse ste argumentiral pa to, vse. Kako je do tega prišlo? Da je naredil napako. A me ni poznal, še vedno me ni poznal. Ti bil? Je spoznal neko drugo plat. Se vidi? Potem je rekel, čakaj, mogoče pa ni vse tako, ne? Potem je spoznal, da so tako kot so druge, nekako napeljali na to, da se ne staki tako zdaj, tako in tako, da je vse narobe in tako naprej. So uspeli napeljati tudi njega. In potem je on, hvala Bogu, to spoznal. Vse tako spoznavajo še marsikaj drugi. Ni edini, ne? In za tega sem tudi vesel in čakam, ne? Jaz tako čakam. Jaz se ne oklepam nobenih stolčkov, sam lepo je povedal, niti slučajno ni res. Nikdar se nisem želel župan, jaz sem želel, jaz sem nekako, če se spomnite, vsi Rogandoja, jaz nisem tako, to samo spremeniti obraz, ni bilo. In sem nikdar se oklepal tega stolčka. Mene je zdaj super, mene je zdaj kot privatno, mene je perfektno. Nisem noben odgovoril tak način, ne? In lahko delam praktično skoraj vse, kar mi pade na pamet. Ne, ampak prej nisem smel se ukvarjati praktično z rečemi. Nisem se pogovarjati z ljudmi o nekaj stvari, ki vedno bilo, aha, to je sigurno nekaj, ne kombinirajo z občino, škodovanje občine, ne vem kaj, vedno nekaj povezave. Danes se pa lahko pogovarjam s kemikoli, lahko se pogovarjam s podjetnikom tem, z unim, z ljudmi se lahko pogovarjam o poslih, raznih. Čemerkoli, no, praktično. Treba to, treba šulo, ne, prodajati, kupovati, karkoli, ki prej, recimo zame je bilo to moglo biti tabu tema, ne, kot da nisem iz tega sveta. Samo se nisem smel ukvarjati s školi z ničemer. Kaj so v bistvu zdaj, če sem pač tako šel deleno in da nekaj zadeva služi. Zdaj pa recimo danes, na prejšnji šolskovni konferenci v Hvala za kavo, lep pozdrav vsem. Recimo, na zadnjih šolskovnih konferenci bilo zelo veliko, so se bili začeli umiti.
Jaz vem, da itak vse služi, ker ima še vedno in to, kar se v bistvu zdaj, kar jaz čutim, da se v bistvu zdaj dogaja, je to, da bomo mi našli način. Da mi našli dejansko način, kako se bo sprememba začela do spodaj in navzgor dogajati. Vse spremembe na volitvah se dogajajo do zgor in navzdol, ne? Se pravi, po domače povedano, ne? Dobiš volitve, pa greš pa nekaj spreminjati dol, ne? Ampak ta zadeva ni krajna, ker greš toliko, greš hitro gor, greš hitro dol, ne? Tako je na volitvah. Mi pa, če želimo resnično spremeniti nekaj, se mora začeti, ko je tako kot resnica, ne? Začne vzklipa, začne počasi rastati, ne? Ker so temeni narejeni, ne? Ker zadeva lahko zraste velika. In dejansko smo postavljeni na začetek. Ne zato, ker ne bi znali gor delovati. Ampak si moraš biti postavljen na začetek, ker če na začetku začneš potem graditi, spravi temelj, najdemo načine, kako se bomo ljudje povezali in ljudje to spremembo v bistvu naredili, ne? Takrat pa greš, takrat pa sam greš. Takrat pa ni, takrat pa levo na desno, sam hodiš, ne? Hodiš in se samo gradi. Vse mediji bo že potem prišli, ne? Ampak je to tako drugačno od tega, kaj ta trenutek mediji verjamejo, ne? Da je možno, da je pač to. In to je okej, ampak to v bistvu kreira močno energijo, ker je v bistvu, čutiš emocije, emocija je močna, volja je močna, odločnost je velika, vse je veliko, ne? Jaz pa vem, da meni univerzum fantastično pride. Če meni univerzum pride tako, da sem uspel to sestaviti skupaj v smislu izmenjave, ne, kako je deluje, enormno način izmenjave, ki je res revolucionarno. Mislim, jaz sem ga predstavil že na ekonomski fakulteti, z matematiki, z fiziki, vse sem predstavil, da če sem preden kriminalne, da rekel tole, pa ne bo dovolj, še nobeden, ne. In dejansko da bilo deluje, potem vem, da se deluje pot, tako da sem pripričal. To bo zelo zanimivo, pot, ki se bo zapisala z ljudmi. Lepo. Pri teh smo rečeš župan je nedotakljiv 4 leta. Zdaj so volitve 4 leta nedotakljiv. Jaz nisem nikoli počutil nedotakljiv. Pa sem bil župan 16 let, 4 mandate polne. Nikoli. Imel sem tako na začetku, če se spomnite, takoj smo imeli referendum za šole. 2 šole, 1 šola in tako naprej. In če bi jaz takrat referendum zgubil, jaz bi šel domov. Jaz sem to jasno povedal. Če zgubim ta referendum, ker sem bil prepričan, sem dobro premislil, da je to prava pot in sem šel za to mojo pot riskirati. In bi šel še 100-krat. In tako sem ves čas tudi deloval. Jaz sem nikoli se umaknil, če bo treba nekaj, če bo treba dati svoje jajce, kot se predrekli na mizo, sem pač jih vedno dal. In bi jih še vedno. In sem vedno sem delal tisto, kar sem mislil, da je prav, za vseh nas. In sem vedno imel svojo vizijo in je vedno bila ta prva in najbolj pomembna. In zato mi nič mi ni žal. In to, da bi nekdo rekel, ja, on je sigurno 4 leta, nič ni sigurno. Ni sigurno, kakšne 4 leta. Ljudje smo tiste, ljudje smo volivci, ljudje smo odgovorni in ljudje smo lastniki vsega tega, kar je. Ne? In lastnik vedno menjava in župane, in predsednike vlade in vse ostale. Lastniki smo pa vsi skupaj. Mi smo lastniki. Mi smo tisti, ki dajemo tebe ali ne vem koga na prestol, ali pa te tam tudi pokličemo. In to lahko naredimo kadarkoli. Če bi se meni zgodilo, to, kar so mi tudi napeljevali in so cel čas delali na tem, če bi se meni zgodilo, da nekaj tisoč ljudi bi prišlo pred občino in zahtevalo moj odstop, kaj bom pa naredil? Ali pa pred mojo hišo? Ne? To se lahko zgodi. Ja, kaj bi naredil? Težko bi ostal, če imajo razloge. Ostal na silo. Jaz na silo vladar nekega, ali pa šerif, ali pa župan, ali pa predsednik, ali pa minister, ne vem čez. Saj ne moreš, ne? Se sami veste, da ne. Kaj bi naredil? Prišlo je 150 luških delavcev takrat, če se spomnite. To je ena stvar. Če bi prišlo 1500, pa 3000, pa 5000, kaj bi naredil? Ljudi, ki bi zahtevali moj odstop. Bi se mogli? Mislim, težko je tako delati, se ne moreš delati. Ne? In pogledajte, 14 000 ljudi je bilo zame. 14 000 ljudi je bilo zame. Teh 14 000, jaz sem pripričan, da ni zadovoljen. Drugi 14 000, ki je bilo pa za njega, ne za njega, za njih vse skupaj, in ki je bilo ogromno teh, ki je bilo zavedal, jaz sem pripričan, da je 14 000 ti slogan, ni več 14 000, ki bi danes isto obkrožil. Jaz sem pripričan, da ne. Jaz sem pripričan, tu je žeder. Jaz sem pripričan, da ne. In kar pomeni, da
To ni sigurno, da bo to 4 leta trajalo, ni slučajno. Zato se tu nabere. Da bo trajalo to 4 leta, potem, ko smo mi vse naredili, je to zelo težko. Ker enostavno ljudje ne bomo se odpovedali svojim sanjam. Nimam sanje samo jaz. Te moje sanje, naše sanje so bile sanje vseh nas. Mi smo te sanje sprejeli za svoje. Mi smo živeli iz leta v leto, iz dneva v dan, iz meseca v mesec boljše in boljše in boljše. Pogledajte, kaj je s turizmom. Pogledajte, kako zgleda Koper. Pogledajte, kako zgleda Izlo, kako zgleda Piran, Portorož, ki so bili za nas Space Shuttle 16 let nazaj. Spomnite se, ni bilo severobolnice, ni bilo ničesar. Pogledajte, kaj je danes s Koperom. Danes plaža. Vi ste videli pred volitvami, mi smo delali 3 plaže, 3 koščke po 40 metrov. Mi se ne bi ustavili, mi bi delali. Danes bi bilo že skoraj vse narejeno. Do sezone, do 1. maja, mi bi imeli končano celo plažo do Izole. Kaj je zdaj od takrat naprej? Oni 3 koščke so narejeni. Oni 3 koščke sem jaz naredil, takrat. Smo jih mi naredili. Konec. Spravi, letos to sezono spet ne bomo imeli plaž. In na teh 3 koščkih po 40 metrov dolgi, boste videli, koliko ljudi bo. To se bo gnetlo ljudi. Vam jaz garantiram, zdaj vam podpišem tle, da bo tako. In druge ne bojo mogli biti, ker pač nima kje ležati, nima kje biti. In to nobenega ne briga. Nam se je ustavil razvoj, vi morate vedeti, nam se je razvoj ustavil. Mi smo naredili neumnost par excellence. Ti menjaš župana, ki ne dela, ki ni dober, ki se ga ne briga, nima vizije, nima tega, nima unga. Mi smo menjali župana, ki je najboljša, pa je najboljši župan v naši državi. Prostite, jasno. To je isto, da bi menjali Jankovića. Ne moreš v Ljubljani menjati Jankovića, ne moreš, kako? Moraš imeti res nekoga boljšega, ali pa vsaj približno nekje podobnega njemu, da lahko razmišljaš o čem podobnem. Tukaj smo pa dali nekoga voziti avion, ne avto. Avion, nekoga, ki avion še vozil ni. Še videl. Razumete, in on vozi avion. To se očitno moglo zgoditi, zakaj? Zato, da sploh se ugotovi, kako se je bil tako dober župan. Ampak kaj se zgodi, če recimo Sertiš danes, ki ni še nikoli vozil avion, gre voziti avion, kaj se bo zgodilo? In ni nobenega pilota, da bi pomagal, da bi to dovolil. In nima niti povezave, niti rad vez, da vsaj mu pomaga in vozi jumbo, kek. Ne, jaz sem se rodil šofer. Ja, seveda. Dobro, mislim, zdaj slabo primerjavo, kdy ti si... Ja, nadtalent. Ja, mislim, kalor, ja. Zdaj nogomet, če štartam delati, jaz sem napadalec prvoklasni, pogledaj. Če bi zdaj kek rabo enega nujno, ni važno kje, ti v 2 mesecih, evo te, ni važno kaj, tu če je oblak se, recimo, ni važno. Jaz sem uvek spreman. Ja, to je tisto, to je res. Medič dobro ve, da mi smo uvek spreman. Čau, živa. Za te projekte, ki so bili narejeni in delno izdelani, govorimo o plaži recimo, pa financirano po 30-40 metrov, to je koštalo in je bilo predvideno tudi samo risanje in konstruiranje vsega tega, čeprav na papirju. To je koštalo in zdaj se ne bo delalo. Kdo bo te odgovarjal? Problem je, oni, mislim, kdo bo plačal to? Plačali bomo mi, ker ne bomo imeli narejeno. Plačali bomo v denarju, ena stvar je v denarju plačati, in druga stvar je, kaj imamo in čim prej, se veš kako je. Pač nek standard višati je fajn, da ga višamo čim prej, če lahko, ne? Ker boljše živimo, lažje služimo, boljše služimo in tako naprej. Ampak leta grejo, sam veš, da leta grejo. To je prvo. To najbolj. Zdaj spet to leto ne bomo imeli plaže, in verjetno niti naslednji, mogoče še naslednji, tako naprej, zelo težko, to treba dokumentacijo, tako drugačno, treba dovoljenja in podobno. Mi smo to delali sproti. Zato. Zdaj, oni se ne delajo nič. Oni enostavno ne delajo. Oni so ustavili vse skupaj. Oni so ustavili vse. Sem vprašal za odgovornost. Projekte. Za vse projekte, gled, to ni nobeden nisem zastojni. So dobro plačani. Ne, ampak to ni... Projekti so narejeni in bojo ostali tam. Ko boš prišel ti na oblast ali pa ona, pa ne vem, kdorkoli, boš pa mogoče enkrat. Ni tukaj odgovornosti nobene. Tu je odgovornost nas. Mi smo tisti, ki smo odgovorni. Mi smo enostavno dali tebi za voditi ta lokal in ti ga voliš dobro ali slabo, smo odgovorni mi. Ti si odgovoren nam. Ti si odgovoren nam. Nisi kazensko odgovoren. Ti si nam odgovoren. Ti če delaš slabo ali dobro, ti nisi kazensko odgovoren, ker delaš slabo. Ti nisi kazensko odgovoren, ti si odgovoren nam.
Mi smo te norci, ki smo tebe dali, da si In te še gledamo. In te še gledamo tukaj, čeprav vemo, da ne znaš to delati in da se ti ne da. Najhujše, da se ne da, nisi za to, sploh nisi narejen za to, mogoče si dober za nekaj drugega. Nisi pa za to, nisi za gostinca in enostavno se ti to ne da in se vidi, da se ti ne da, nisi ti za to. Ne moreš ti biti župan mestne občine Koper, ob 8 uri začneš, sestanke do 4 popoldne, potem greš domov. Ne greš v pisarni. To ne gre. Župan, jaz sem bil... 2 ure po noči, smo se znali dobiti najprej cel krog po Kopru. Meni je očital, tak je zdaj naj bi bil župan, ne? Mi je očital, da jaz mislim, da sem občina. Ne, ja, občina si ti, ne? Občina Jož. Ja, seveda, če si župan, si ti občina, seveda. Jaz sem kot občan občina. Me razumeš, jaz se počutim, ne, tudi jaz sem kot državljan sem država. Razumeš? On pa kot župan ni občina. Sam je res, jaz ko čitam, tu je pomembno, da se v bistvu zgodi, veš, kako pa je kljub vsemu, prej je bil razdeljen. Razdelili so ga na ta način. Ja, se strinjam, ampak kljub vsemu je bil razdeljen. Kaj se pa zdaj radi, štrenica radi zgodi? Mi imamo strendom zadeva. Strendom pomeniš, da začneš z resnico, potem se počas začne topiti vse. A veš, kad dovoliš, da se človek spremeni, ne da se pojavijo, tudi so spremeni podabili, oni zdaj protrežili. Ja, kaj je to, bolj se izgubi, tiskaj izgubi lahko zmaga. Tiskaj pa zmaga pa mora izgubiti. Kad tako je, veš, koncept narave je, da ga nasprotno sme vedno. In on je izgubil, in on zdaj lahko počas gradi, da se zmaga. Unkaj pa gore pa mora dol, pa tako je. Ker če ti zgradi zmago iz spodaj, iz temelja in gradiš počas, ker edini način, da boš ti premagal unga gore, je v bistvu s tem, da najdemo, zakaj se to rabi zgodi. In to se bo zgodilo, bomo hodili po poti, korak za korakom, doživili to, pa še ko, glej to, pa cr. In 3x4, da se to ne rabiš veliko, to na kolo, ni dovolj, da enkrat pritisneš na pedalo, rabiš malo eno pedalo, pa drugo pa tretno, ampak parkrat za pedali, veš, samo so tudi grdi časi. Je pa res, da če pogledamo na drugo stran, se je to moralo zgoditi. Tu, če se ne bi zdaj, da se počešti. Ne, da sem jaz sploh opazil, koga sploh imamo po sebi. Če bi jaz zmagal, če bi jaz te volitev tako zmagal, lepo normalno, kot je vse kazal, kot bi recimo normalni pogoji bi mogli, če ne bi bilo tebe pa podobnih talentov. Jaz bi še vedno imel določene, magnide, ker brez veze, da lepšujem, ob sebi. Ob sebi. Te so izkoriščali, zlorabljali moje delo, položaj moj in vseh nas, in potem marsikoga ni motil Boris Popovič. Marsikoga so motili določene ljudje, ki jaz nisem niti videl, kaj oni, sicer v nekih majhnih količinah na napačne stvari, dejstvo pa, da so delali. So delali in so gledali bolj zase kot za družbo. In to je marsikoga motilo, očitno. Jaz se načelno to nisem videl, zato jaz nisem to delal. In tega nisem pazil. In zdaj sem videl marsikaj, tako da jaz sem hvaležen. Jaz sem hvaležen tudi za naprej. Pusti, ali bom jaz župan, kdaj ali ne bom, to sploh ni važno, to je sploh 10. stvar, ki me zdaj zanima. Ampak to, da sem spoznal te ljudi, je to največ, kar mi lahko dano. In to dokaj sem še živ. Problem bi bil, če bi jaz umrl z zavedanjem, mislim, in upanjem, da so to moji prijatelji in da stojijo ob strani in potem bi nož zasadili v hrbet moji družini in tistim, ki imam najrajše, bi bilo dosti. Tako da sem hvaležen Aleksu in tebi in Gašparju in vsem, kar se tega tiče. To se je zgodilo zato, ker verjame v ljudi. Naslednjič, če jaz bom župan, ali ne bom, naslednjič, kot sem že povedal, drugotnega pomena, nikdar več ne bom delal na tak način in bom zelo, zelo pozoren na kdo je okrog mene in nikdar več te ljudje zdravi ne
ne bojo mogli biti. In to je zelo pomembno. Ampak pa tudi, če ne bom župan, ni važno karkoli bom delal, karkoli, ne, ker vedno nekaj boš vedno delal, imaš neke energije, tako da še vedno še več kot marsikdo drug. Prosti, a si slutil, kaj se dogaja, da si imel z drugimi stvarmi več opravka? Nisem šel niti za tem, jaz sem sam sebi, če je bilo nekaj res ekstremnega, drugače to, da ali z mano ali ni z mano, jaz niti nisem šel za tem. Tako da sem dajal bolj to na stran, sem gledal večje stvari, meni je bilo bolj pomembno bilo, da globalno Koper gre. In Koper je šel, Koper se je razvijal in Koper stoji. Ni občine, to jaz garantiram danes, zdaj tukaj, ni občine, ki stoji boljše v naši državi. Je ni boljše. In tudi v 3 mesecih, ko nisem mogli ničiti. Se počutimo drugače in tako naprej. Dejstvo pa je, da imamo prihodkov neprimerno več, kot smo imeli prej. Neprimerno več, kot ima bilo katera druga občina v naši državi. In neprimerno več imamo pridobitev že realiziranih. Mi smo več kot 800 milijonov evrov v teh 16 letih investiraš. To je ogromen denar, to je ogromna vrednost. Ta občina je ogromno vredna. Res neprimerno več, kot bila katera druga. In stabilnost je, kar je pomembno. Stabilnost financ, stabilnost prihodkov. Potem lahko je odhodkov, potem bomo dali malo sem ali tam. Ja, seveda, kdo je to pripeljal. Vi mi pokažete, kaj ste vi pripeljali. Vi, zdaj v tem preračunu, pa tudi naslednjih ne bo, jaz sem pripričan, ne bo postavke, kjer so oni nek nov denar pripeljali. In to je poglavitno, zakaj rabi župana. Rabi župana ne samo, da deli, rabi župana, da prinese v občino več denarja. Ne lahko deliti, ne? Potem deliš, ali daš malo več sem, ali malo več tam tisto leto. To je manj pomembna zadeva. Pomembno je, da so prihodki. In da so fiksni prihodki, da so vsako leto. Ne, da so letos, recimo te evropske sredstva so tudi pomembna, ampak pridejo letos. Drugo leto vprašanje, lahko pride za kaj drugega in tako naprej. Ampak te prihodke, ki jih imamo v občini, so fiksne in prihajajo vsako leto. Poleg davčnih, ki pač prihajajo po glavi za vsakega občana po vseh občinah. Naša občina so govorili cel čas, da je prezadolžena in tako naprej. Zdaj so gotovili, da niti slučajno ni res. Zdaj noben več o tem ne govori, da je občina prezadolžena in ne vem kaj. Zdaj je to pozabljena stvar. A greš na sejo občinskega sveta danes v Izolo? Ne, jaz sem tebe hotel vprašati, če kaj tazga, če se bo kaj. A se bo direktor potreboval danes? Jaz sem bil gor, s tem povedal. Ne vem. Mislim, da je. Aj ne, čakaj, mi imamo sejo, čakaj malo. Menjava parcela gradnja Izola. To bo razpravljali o menjava parcela. O Koper bo razpravljali. Ali bi bilo najboljše zdaj, da bi gremo, lepo se vidite. Enako, Dražko. Čau. Mi tega sploh, oni niti sam še tega ne ve. Niti jaz ne vem. Niti sam še ne veš. Samo ta bila poteza prava. Ja. To je bila Dino. Ja. V zadnju en nepomemben sertič, pop. Ja. Pazi, malo krofi, malo čokoladice, malo kapučini. Pa kaj? Kaj miš, kot ta kaj? Malo internet, malo gore dole, spletna strani, bum. Ne, ta iz inkubatorja. Iz inkubatorja. Sve ti zelo se teže, na teži način. Res je. In brez občinskega denarja. Ja, ne bomo občina, ne bomo cela občina pričala v inkubatorju. Ja, moramo troške pri rojstvu. Se vidimo. Služen, Levica. Danes se... Pa ne me kaznovati, z neko desnica. Danes se odloča na občinskem svetu, ali smo za to, da za poravnavo med občino in Crveni Šatež za hotel Koper. Koliko denarja se gre? Tako. Ja, denarja. Poravnava pomeni, glede na to, da je vsaj en kupec postaja za 3 milijona 200, da je to, da občina mora kupiti to za 2 milijona 700, to pomeni, da če se strinjajo, ki se strinjajo, omogočijo oziroma povzročijo škodo občini za najmanj 500.000 evrov, pol milijona evrov. Najmanj. To za stroške, za vse, kar je treba plačati. Ne, brez stroškov. Pol milijona evrov najmanj. In to pomeni posledično pač postopki, vadbe, neminovno. Organi bojo mogli. Čakaj, kjer te caka, ki kao 3 leta ne bo uveljavljali predkupne, kaj pa če se hotel ne bo prodal pred 3 leti in se bo prodajal po 3, kaj bo spet uveljavljali predkupno?
Verjetno, pol kasneje. Vprašanje, če bo on še tam, ne? Ne, on je pripravil tebi teren. Vse tebi Ja, pripravljeno, ja. ne? Potem boš ti vse odločil. Gledaj, če oni to zdaj, če oni to sprovedejo danes, ne? In bojo sprovedli, ne? Da naredijo kriminalno dejanje. To je dejstvo. In naredijo škodo občin najmanj. Ja, sem še to različam, pa prijem. Enostavno. Prijem, najci. Jaz ne vem, kako se izstopijo, kaj tam naprej. Okay.